Pozdravljeni v 92. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. No, veseli me, da lahko danes v oddaji pozdravim kar dva gosta. Oba gosta prihajate iz Eleje in to sta Matic Skalja in Jure Česnik. Pozdravljena. Živijo. Za začetek, zato da bodo poslušalci vedeli, s kom se pogovarjamo, bi mogoče vaju prosil najprej za tak kratko predstavitev. Matic, mogoče ti začni v bistvu, kam vam glih tebe to prvega napisanega tukaj. Torej, jaz sem zaključil magistrski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Potem sem bil 1 leto zaposlen v bistvu kot implementator BIM tehnologije v podjetju Riko Hiše. Sedaj pa v bistvu delam že točno 1 leto v bistvu v podjetju Eleja IC, kjer pa skrbim za BIM koordinacijo, razvoj BIM metodologije in pa BIM management. No in mogoče še isto vprašanje za Jureta. Ja, moja zgodba je dosti podobna. Tudi jaz sva skupaj z Maticem še žula klopi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Potem pa po končanem študiju, po magistrski nalogi, sem v bistvu bil še vajen sodelavec kot raziskovalec na fakulteti slabo leto, na kar sem se odločil pogledati malo tujino in bil v bistvu pol leta zaposlen kot inženir na Leica Geosystems v Švici, ker pa Švica ni ravno najbolj prijazna država do, rečemo temu, kdorkoli, ki ni Nemc. Sem se vrnil nazaj v Slovenijo, gledal malo v bistvu BIM, povezavi z BIM oziroma z gradbeno informatiko in pristal na LA, tako da sem pa že leto in pol leto na LA-ice. Delam pa zelo podobne zadeve, kot Matic, edino, da jaz se bolj specializiram za nizke gradnje predore, on pa bolj za visoke, pa tudi za razvoj. No, zdaj mi je ukradel moje naslednje vprašanje, zato ker ko smo se pogovarjali, smo govorili tudi o tem, da se vajno delo precej dopolnjuje, da en druga dopolnjujeta. Pa me zanima, če lahko poveste, kakšna vajna vloga, koliko imate malo razdeljeno. Zdaj, Jure, ti si že omenil, da si bolj za nizke gradnje, potem je verjetno predeljeno, da je Matic bolj za visoke gradnje. Pa bi še dano pod vprašanje za Matica, ko bo govoril. No. Me zanima, mi da smo začeli govoriti, da bi bil gost v tej oddaji že pred 1 letom. Ne? In je takrat rekel, da bi še malo počakal, da bi še malo bolj spoznal podjetje, pa da bi se malo bolj razvila njegova vloga znotraj podjetja. Pa je moje pod vprašanje, če se zdaj v tem letu ta vloga razvila, pa če zdaj lahko malo več pove o njej. No? Nedvomno se je razvila vloga, ker takrat na začetku, ko sem imela midva prvi pogovor, sem v bistvu se šele vpeljeval v podjetje, tako da ne bi mogel neke realne slike povedati, kaj se takrat dogajalo. V 1 letu se pa marsikaj spremeni, tudi tekom razvoja spoznaš neke nove stvari, nove prijeme. Že same zahteve strani naročnikov so se spremenile v tem 1 letu, tako da mislim, da je to zdaj bolj primeren čas za kakšno komentiranje glede Eleje, kot pa je bil takrat. No in če mogoče poveste malo, kakšna vajna vloga, nekaj je že Jure začel, pa mogoče dopolnite, kaj recimo počnete znotraj podjetja, zakaj ste zadovoljeni? Če sem jaz začel, bom še jaz nadaljeval. Dejansko na uradni naziv je BIM koordinatorja. To pomeni v bistvu pristop v projektu že od samega začetka, ko se sklepa, oziroma še preden se sklepa pogodba, ko se oddaja ponudba, da se pripravi tako rečeno predpogodbeni BIM izvedben načrt, se pravi, kako se bo BIM implementiral z našo ponudbo v sam proces projektiranja in potem se tu razvija po podpisu pogodbe v razvoj celotnega BIM Execution Plan oziroma BEP, se pravi izvedbenega načrta, kar je dosti dokumentiranja, workflow razvijanje, razvoj atributov, property setov in tako naprej in definiranje celotnega poteka projekta, ne samo z BIM strani, ampak tudi z drugih informacijskih strani. In potem naprej je v bistvu sodelovanje z modelarji, ki ustvarjajo dejansko modele, pomočnim support strani raznih pluginov, razne softvera oziroma razvoja. In potem, ko so modeli razviti, pa pride na vrsto tisto, kar sem midva imenovana, se pravi koordinacija modelov, iskanje clashov, izboljšava projekta in potem na koncu v bistvu tudi kakšne druge nadgradnje 4D, 5D analize.
Na kratko. Če bi tukaj jaz dodal še to, da v bistvu ta začetni del, ki ga je Jure opisal, je pravzaprav tako imenovani BIM management. Drugi del, ki je pač sama koordinacija, ki sloni na podmodelih in zbirnem modelu, to pa je prava BIM koordinacija, tako da te nazivi in vloge se v končni fazi že malo prepletajo z vlogo BIM menedžerja in BIM nadzornika, tako da, BIM koordinatorja. Če lahko, mislim, da je bilo to, sem šel majčkeno na LinkedIn, mislim, da je za Matica pogledati in sem videl, da imaš tam napisan BIM koordinator, sem rekel, zdaj se temu tako reče, ne. Očitno so te vloge še bolj razdeljene in porazdeljene v bistvu od BIM menedžerja do BIM koordinatorja do BIM še kaj, ne. Tako da je v bistvu zanimivo, no. Prej sem hotel začeti, da me tako malo me šlo na smeh, ko sta oba dva rekla v bistvu, jaz sem pa že 1 leto v LA, jaz sem pa že 1,5 leta v LA. Tako da, ok, super. A tako zdaj mladi reče, da so že 1 leto v eni firmi. Ne, hecam se, ampak eno drugo vprašanje mogoče še eno. Skratka, visokogradne, nizkogradne, a se tle stvari kakorkoli stališča, recimo tega pristopa začetnega, še preden se gre morda v same izvedbe implementacijo BIM-a na projektu, a so tle kakšne posebnosti, a se morda lahko reče, da so kakšne posebnosti že zaradi samih naročnikov in mogoče že preden smo začeli snemati, je bilo eno tako vprašanje, kje sploh začeti razmišljati o tem BIM-u, ne? Mogoče, če lahko na nizkogradnih in visokih v bistvu mogoče malo neko primerjavo data. Posamezne specifike so odvisne že na začetku od tega, če uporabljamo Open BIM pristop, tako kot pri nas ga vedno uporabljamo, je, da recimo Building Smart še nima za infrastrukturo razvitih, naprimer IFC Bridge, IFC Tunnel, tega umestnika, tako da v bistvu ni nekega pametnega zaledja, na katerega bi se lahko naslonili in je mogoče malo več prepuščeno nekim improviziranim rešitvam ali pa tehničnim, to bi mogoče Jure znal boljš povedati, medtem ko za visoke gradnje naj bi pa to bilo že dobro razdelano, saj recimo z IFC 4, ampak še vedno pa najdemo pomanjkljivosti in mogoče recimo, da klasifikacije niso dovolj razdeljene, da nam manjkajo še posamezni entity in tako naprej. To bi bila mogoče glavna razlika na tistem začetnem pristopu. Prej ste malo namignali, da bi bilo mogoče pametno govoriti o tem, kdaj se sploh začne in kdaj je pametno, da se sploh en tak BIM upelje v nek projekt. Ampak mene to zdaj, ne glede na to, da smo o tem že malo govorili pred oddajo. Jaz sem dejansko imel to vprašanje pripravljeno, ker me zanima. Zdaj, vidva ste rekli, da začnete z BIM-om že v tisti ponudbeni fazi. Ne? To ste prej omenila že, ampak a res se začne takrat z BIM-om, a takrat je zgolj neka koordinacija na nivoju komunikacije? Kdaj se dejansko BIM v nekem projektu začne, da bi lahko rekla, ok, tu se pa začne naše delo in se potem konča verjetno ob oddaji, čeprav bi moral se potem še naprej v fazi vzdrževanja? Jaz bi tako dal eno analogijo, ki bo mogoče ljudem dosti bolj blizu, ker ko se o BIM-u pogovarjamo, se že ne moramo niti strinjati o tem, kaj sploh BIM je. Da je model, ne? Da je modeliranje. Bravo, modeliranje procesa, ne? Tako je. Uprosti, Matevž. Ne. Vsi ste že opustila tisto scoreboard. Če sem zmagal. Jaz drugega stolca sploh nisem videl več. Bo se sami končala, dija. Resno. Ja, da dam analogijo. Če primerjamo, kje se začne v bistvu, recimo, prej smo se pogovarjali o e-mailih. Ne začne se takrat, ko začneš tipkati e-mail, ampak se mora celotno ozadje postaviti gor. Celotna mreža, celotno vzpostaviti vse in potem še lahko si nekdo pošilja maile med sabo. Na tem načeloma mi tako vidimo tudi BIM, da v bistvu
je treba s tistim BIM execution planom, se pravi BIM izvedbenim načrtom, vse premisliti, kako bomo sploh končni produkt lahko uporabili, kako bomo tiste informacije lahko sploh vnesli, kako jih bomo lahko uporabili, kako jih bomo lahko pretvorili v znanje. In zame in za nas v bistvu najlej se začne ta BIM proces že čisto na začetku. Že postavimo celotno obrodje. Ja. Če upoštevamo še ER dokument, se pravi zahteve naročnika, če so te dosti dobro razdelane, to pomeni, da lahko mi že dosti dober BIM execution plan pripravimo. Če pa te niso razdelane, pa treba se že v bistvu tam posvetovati z naročnikom, pa razdelati njegove želje. Mogoče, tako da recimo dve možnosti. Glede na to, da je BIM zdaj v zadnjih letih je pač zelo seksi, če tako temu rečemo, pa bi vsi kupili 1 kilo BIM-a. A so zdaj naročniki pa investitorji, a so že kaj bolj izobraženi v tem, kaj BIM sploh je, pa kaj jim lahko prinaša, ali bi dejansko imeli po, 10 dek BIM-a tule pa tam, pa tako naprej, pa niti sami ne vejo, kam bi ta BIM namazali. To je bilo zdaj za praznike rečeno, ne? Ja, zraven šunke pa jajčk, no. Vse veste, kaj mislim vprašati. Ja, bom jaz probal odgovoriti najprej. Po mojih izkušnjah je tako, no, da večina naročnikov ve, da si želi BIM, ker naj bi s tem nekaj pridobila, in v ta namen najame določenega konzultanta, ki mu pri tem pomaga. Pogosto gre to v smer prevelikih zahtev strani naročnika, zaradi tega, ker pač konzultant se skuša izkazati in pokaže vso svoje znanje, vse, kar ve o BIM-u, ko se pogovarja z naročnikom. In tudi ta dokument, ki so potem končne zahteve naročnika, zgleda mogoče malo pretiran. Take so moje izkušnje v zadnjem času. No. So pa tudi naročniki, ki so pa sami dovolj izobraženi, kar se BIM-a tiče, se pravi, poznajo pravila igre, metodologijo nasploh in so v bistvu sposobni komunicirati skozi celoten proces s projektanti in tudi potem z izvajalci, recimo. Ja, predvsem, da imate take naročnike najrajš, ne? Ker je z njimi najlažje delati, ampak recimo, če potencialno pride en tak naročnik investitor, ki ve, kaj želi, ki ve, kaj je BIM, ki ve, kaj mu lahko prinese. Kako z njim začnete komunicirati? Torej, da ti dokumenti, pripravite ti dokumenti, potem pa najverjetneje vzpostavite neko podatkovno okolje, kakorkoli temu rečemo, ne? A imate vi znotraj firme izbrano kako preferenčno podatkovno okolje, ali se prilagajate vsakemu projektu posebej? Zdaj, tako, nekateri naročniki, še posebej tisti, ki so že imeli projekte, ki so bili podprti z BIM-om, imajo že svoje preferenčna okolja. Tako da v nekih, še posebej v tujini, so ta okolja že recimo temu določena in je treba znotraj njih sodelovati. In dejansko se moramo mi potem prilagoditi. Zdaj za projekte, kjer je pa to odprto, pa v bistvu mi pogledamo, katero okolje bi najbolj ustrezalo namenu. Če je namen samo izmenjava podatkov, pa samo neka osnovna koordinacija, v bistvu naročnik hoče samo končni produkt, je to čisto dovolj enostaven pač CDE, se pravi Common Data Environment, neki cloud-based in je to dovolj. Če pa so bolj zahtevne investitorjeve zahteve, potem je pa treba kakšne bolj integrirane sisteme uporabiti. Recimo, mi smo se nazadnje v živo srečali na konferenci VCF in verjetno sta bila oba na tistem keynote prvega dne, ki ga je imel gost iz Londona, se spomnite? Sta bila tam, ne? Ja, za Crossrail, tako, projektu Crossrail. In jaz sem si najbolj zapomnil eno njegovo izjavo, ki je rekel, BIM je za nas CDE, ne? In vse informacije v njem. A se spomnite? Zdaj, on je tu govoril iz stališča, v bistvu, oni so predstavljali investitorja pa nadzor, ne? In jaz si predstavljam, da za njih je BIM neki drug, kot je mogoče za projektante ali pa mogoče za koga druga, ne? Ampak v kolikšni meri bi se lahko vsaj za določene projekte strinjala v tem, da BIM dejansko je CDE in vse, kar je v njem? Ja, na nek način drži, da so
bistvu BIM-a informacije. Se pravi, če rečemo, da čim več informacij poskušamo spraviti v ta CDE za izmenjavo, potem bi lahko tudi tako rekli. No. Ampak mogoče se ne strinjam, da je BIM samo CDE. No, sej, zato sprašujem. Prosti, kar pove Robert. Ne, sej, jaz zato sprašujem, ker meni v bistvu je ta izjava mi je res ostala v spominu, ker je to zelo suvereno povedal. Ne. Potem je še nadaljeval naprej, da so imeli težave z prenosom informacij iz CD-ja, pa pač kako predati te informacije naprej, to je čisto druga zgodba. Ampak sej, jaz ne trdim, da to je tako. Ne? Mene zanima vajen pogled na to, glede na to, da ste že leto in pol samo to delate. Ne, se hecam. Mislim, to je dovolj dolga doba, da znata oceniti, ali ima taka izjava res dovolj veliko težo, ali je mogoče treba malo pojasniti. No, sej zato sprašujem, ne zato, da bi se morala strinjati ali pa ne. Jaz bi tukaj dal eno pri njegovi izjavi na tako zvezdico, ker za njihov projekt, ki se je začel leta 2008 in se je začel konkretno razvijati 2012-2011, to res drži. Ker oni so zahteve dali predvsem, so bazirali na ne BIM, kot ga poznamo sedaj 10 let kasneje, ampak predvsem so bazirali na 3D CAD-u, ki mu lahko pripisujejo samo neke osnovne zadeve. In jaz sem bil pred 5 leti v Londonu na Bentley Systems, kateri so v bistvu vzpostavili njihov CDE in ki so v bistvu vzpostavili celoten sistem komunikacije in izmenjave podatkov in izmenjave modelov. In pri njih je šlo predvsem za izmenjavo modelov in pa za končno koordinacijo med modeli. Ni šlo za nobeno višjo stopnjo predvidevanj, ni šlo za nobene nadaljne analize, ampak predvsem tudi je šlo iz 2D tehnike na 3D usklajeno tehniko. In za to potrebo je CDE popolnoma dovolj. Za kakšne višje potrebe, za kakšne bolj informacijsko izpopolnjene zadeve je pa vprašanje, če je to tudi dovolj ali ne. A lahko Jure, kaj več poveš o teh recimo nekih dodatnih zahtevah, ki si jih zdaj omenjal? Recimo dodatne zahteve, da recimo želimo znotraj našega okolja, kar nekatera pač že počasi omogočajo zdaj, da vidimo časovni potek našega projekta preko naših 3D modelov. In dejansko so začela okolja, ki niso samo CDE, ker pač dejansko so povezana direktno z modeli, že omogoča to, da lahko mi pripravimo neki recimo 4D plan, ki ga povežemo z modeli in ga potem lahko investitor, ko se dogovori, se pač te zadeve prenese in ga lahko pač pregleduje, če je to smiselno ali ni. In recimo to v CDE-ju ni mogoče, ker ni dinamike zraven, ker so v bistvu samo to odloženi fajli, če se mene vpraša. Ja, se strinjam. Super, vsekakor je zanimiv pač ta pogled, kjer pač dejansko tako, kot so se včasih z Robijem pohecali, da je ta CDE tako kot, glorified FTP, nek server, kamor pač te modele gor dajaš, izmenjuješ in nič drugega, ne. Je pa najbrž vprašanje, kaj dejansko, neka določena CDE okolja omogočajo. Ne vem, ker jih ne poznam, ali je to nekaj, kar je zdaj novo in se počasi uvaja v ta okolja, ali v bistvu se, ko nekdo reče, ja, mi uporabljamo pa CDE, se to že samo po sebi razume, da omogoča recimo podobne scenarije, kot si ga zdaj ti omenil. Predvsem, ko se omenja CDE tudi z strani naročnika, kot imamo mi izkušnje, je, da predvsem govorijo o izmenjavi podatkov na nekom cloud-based oziroma server-based formatu. Se pravi, da dejansko samo pride do izmenjave informacij preko modelov, da je neko skupno odložišče, ni pa to videno kot nek res, recimo temu zdaj, tak holističen portal, holističen celo zajemajoč projektni portal.
Ja, no, sej, zdaj poslušam tole debato, pa si predstavljam, če se že mi moramo poslušati, pa si razlagati semantiko en drugmu, kako ne bojo šele potem zmedeni ljudje v praksi, ki se mogoče s tem ne srečujejo tako pogosto kot mi, in tako vidi se vsak dan, mi to se rečemo vsaj vsake 2 tedna. Ampak tako, se mi res zdi, da je zelo pomembno, zelo pomembno za vse skupaj bi bilo, da bi znali enoznačno definirati vse te osnovne stvari, pa pustimo zdaj, kaj je BIM, ampak že CDE je treba zraven dati zvezdico, pa razložiti, kaj je CDE v nekem primeru. Tako da to se mi zdi zelo problematično s stališča upeljave BIM-a tudi v neke manjše projekte, in zato, ker investitor tudi, če se izobrazi, mora v bistvu precej veliko vedeti, da ve, kakšen CDE lahko zahteva pa pričakuje. Zdaj, jaz sem hotel še tukaj nekaj drugo vprašati, glede na to, da imate očitno izkušnje z več različnimi CDE. Eni so pač želje investitorja, ene sami predlagate, eni so odvisni od velikosti projekta, pa tako naprej. Me zanima, kakšne so pa vajne izkušnje z temi CDE-ji na dolgi rok. Jaz študentom vedno razlagam, da en problem CDE-jev je to, da zelo težko prehajaš med njimi. Če bi recimo Viewpoint for Projects uporabil, to vedno dam primer, zelo težko potem vse tiste informacije, ki so tam noter zbrane, preneseš na nek drug CDE ali pa ga arhiviraš ali pa kakorkoli. Predvsem zaradi tega, ker če nič druga zgubiš, versioning. To je tisti najbolj ta klasičen primer. A imate že vi kakšne izkušnje s tem? A ste že imeli kdaj težave z arhivi? Ali mislite, da se bo to šele pojavilo, mogoče, čez leta? To je v bistvu kar zanimivo vprašanje, ker pred kratkim sem slišal izjavo, da recimo to okolje, ki ga mi uporabljamo kot nek cloud načeloma, pa je recimo tudi to naš CDE včasih, da je nekdo izjavil, da to okolje ni namenjeno arhiviranju. Torej, kam se v bistvu arhivira te datoteke? In odgovor je bil, da naj bi se v bistvu lokalno arhivirale na lokalnem serverju, se pravi v podjetju. Pri arhivih se potem vse konča. Zdaj, če imate vi neka okolja in jih zaposleni uporabljate kot arhiv, potem pa slišite, da to ni v redu, to je pa v bistvu trenutek za paniko. Zakaj sprašujem to? Zato, ker če govorimo o BIM-u, oba vesta, da se je v BIM-u v bistvu začel govoriti tako, da bi največ prihrankov prinesel skozi cel življenjski cikel neke stavbe, zgradbe, inženirskega objekta. Zaenkrat v Sloveniji mi govorimo bolj kot ne na tem začetnem delu, projektivi pa tako naprej, o tistem facility managementu, pa to še nismo niti resno začeli govoriti. Ampak, ko bomo enkrat začeli govoriti, bo ravno ta vprašanje tiste, na katerih se bo lomil. Zdaj, ali je BIM uporabljen ali ne, kaj lahko dobimo od njega ali ne, ker lahko narediš še toliko dober model, še toliko natančen, z vsemi informacijami, kompleten in vse. Če tega ne znaš arhivirati, pa nekdo potem ne bo mogel uporabiti, potem nismo praktično nič naredili. A se o tem razmišlja kaj pri vas, ali še ne, ali mislite, da bi se morali, kakšno vajno mnenje? Mogoče Mati, če nadaljuješ. Ja, v bistvu glede tega facility managementa najprej, če dale več je v bistvu zahtev strani naročnika po tako imenovanih 6D modelih oziroma po vzdrževanju, ker so se začeli investitorji zavedati, da bodo potrebovali te podatke obdelovati tudi tekom življenjske dobe. In v bistvu že prvo vprašanje, ki se nam poraja pri tem, je, da projektant uporablja določen CDE, spelje do konca projekt, recimo do faze PZI, potem bi pa mogel v to igro stopiti izvajalec, kjer pa prvič ponavadi ni ljudi, ki bi bili usposobljeni, da bi s temi podatki lahko delali, drugič pa bi oni potrebovali svoj CDE, na katerega bi v bistvu te podatke naprej lansirali. Ker zelo težko je od projektanta pričakovati, da za večje projekte, da bo zagotavljal recimo CDE še za 5 let, oziroma bi to seveda investitorju zaračunal, kar se pa v začetni fazi zdi precej iluzorno. To, ki sigurno je ena težava, da bo treba tudi naročnike
malo pripraviti v tej smeri, kako se te stvari odvijajo. Če smem dodati tukaj, ko sem omenil, da v tujini nekateri naročniki že zahtevajo svoje CD-je, je točno iz tega razloga, da so v bistvu oni skrbniki nekih pač portalov svojih in se te informacije v bistvu nalagajo na njihov sistem, ki se bo vzdrževal tako rekoč v nedogled. Ja, no se to gre nekako tudi v smeri tega, kar so razlagali na projektu Crossrail, ko so rekli, da je bilo veliko lažje, da bi predali cel CD, ne samo informacije iz CD-ja. Ampak jaz si predstavljam, da to zahtevajo v bistvu uporabo njihovih CD-jev, verjetno naročniki iz tujine, ki imajo več takih projektov, pa bi želijo imeti pač vse projekte znotraj nekega enotnega okolja. Zdaj za te slovenske manjše projekte je to verjetno zaenkrat še iluzorno pričakovati. Obstaja nekaj par naročnikov slovenskih, ki bi po nekaj projektih, ko bi izvedli, jih lahko uporabili. Ampak ja, je pa definitivno to zadeva, ki je bolj v tujini. Koliko je pa recimo procentualno naročnikov v Sloveniji, ko že zahtevajo predajo CD-je ali pa predajo informacije, ali pa ki poleg tistega modela, ki ga lahko lepo v 3D pogledajo, pa sučejo, zahtevajo še kaj več. Če lahko ocenite, mogoče procentualno je teh, 25%, ali jih je 10%, ali jih je 30%, kaj mislite? Zelo težko je oceniti, ker to so predvsem je tu pri večjih projektih, da se zahteva. Pri manjših projektih večinoma ni teh zahtev. Zdaj pa, če govorimo recimo o nekih industrijskih halah ali pa tako naprej, ali pa o kakšnih enostavnih mostovih, za bolj kompleksne pa se ta delež že kar povečuje v tujini, v bistvu skoraj vsak, ker tudi LA išče take projekte. V Sloveniji je pa tako, recimo, da vsak drugi večji projekt se pa že vključuje nek BIM, vsaj osnovni stopnji za bolj facility management in bolj napredne metode, pa je težko oceniti ta delež. Jaz sem pa eno vprašanje in zdaj sicer vmes, ko smo se pogovarjali, sem šel malo gledati na vašo spletno stran od Deleje in sem malo štel, koliko ljudi ima naziv, ki je kakorkoli povezan z BIM-om. In jaz, če se ne motim, vas je 10, ki imate naziv BIM koordinator, pa seveda Martin Lah, ki je BIM manager. Mislim, omenja sta, da se s temi projekti usmerjate v tujino, da dejansko iščete 11 BIM koordinatorjev, da v bistvu iščete tako projekte, pa to, ampak meni se to vse zdi ogromen tega. To je bil tudi naš komentar, ko smo videli novo spletno stran. Aha, ker jaz sem še 12 našel, Ja. No, se pravi, to pač verjetno niste samo BIM koordinatorji, ampak delate tudi druge stvari, ampak je zdaj bolj moderno reči BIM koordinator kot deklica za vse, ali kako? Tukaj bi se v bistvu bolj strinjal s tem, ja. Da pač na začetku so bili to pač BIM modelarji predvsem in potem se je to ali v nekem šumu po komunikaciji ali dejansko pač v nekem promocijskem namenu pač spremenilo in smo se vsi malo posmejali in začeli spet delati na projektih, kot vsak dela na projektih. Deloma je pa še drug razlog mogoče, ker za posamezno disciplino vseeno obstajajo BIM koordinatorji, ki v bistvu se ne ukvarjajo recimo z zbirnim modelom, ampak se pa ukvarjajo z svojim modelom in recimo na tem nivoju upravljajo koordinacijo, pa tudi mogoče kakšne kontrole kolizij in tako naprej. Tako da lahko rečemo, da delajo tudi delno BIM koordinacijo. Se pravi, delajo BIM koordinacijo na nivoju svoje discipline, če rečemo tako. Tako, vseeno je pa številka precej visoka, ki se jo naštevno. Tako da je mogoče tudi za nas to znak, da malo pregledamo spletno stran in te navedbe.
Morda res, ja. Mislim, to je empirično dokazljivo, se jih lahko res ta gor pa pač štejete. Mislim, jaz moram reči, da sem kar mal presenečen nad stvarmi, ki jih pravita. Meni se zdi, da je ta BIM pristop, kakorkoli temu rečemo, da je prva že v bistvu to edini pristop, na katerega delate, če se le da, ali mogoče dobo napačen vtis, ali gre res v tej smeri? No? Ne, dejansko so tudi projekti, v katerih bom govoril predvsem za konstrukcije, ker pač to je tudi predvsem fokus našega podjetja. Tudi projekti, kjer ni nobene zahteve o BIM-u, se delajo v 95% v BIM okolju. Ker enostavno je workflow že tako razvit, da je in bolj efektivno in lažje in na koncu da pač boljši ali isti rezultat kot prej. No, to je zanimivo, ker v Sloveniji se je dosti časa govorilo o tem, pa so se spraševali ljudje po dogodkih, kdo bo plačal za to dodatno delo, da se bo BIM model razvijal, ne? Pa je bilo po drugi strani skozi nekje v ozadju ena taka misel, da z BIM-om bi morali prihajati do prihrankov, ali v času, ali v denarju, ali v obojem, ali kakorkoli. Tako da se mi zdi to en tak pokazatelj, da morda, ne vem, pa vseeno ni treba pričakovati, da bo investitorji pokrivali to dodatno delo, ker ste v bistvu že sami kje našli kakšne prihranke, ampak dobro, to je kakšna zgodba za drugič. No. Mene sam to zanima, ali mislite, da je zdaj ta BIM res nekaj, o čemer bi morali še posebej govoriti, ali je to zdaj že tako vse prisotno, kot je, ne vem, risanje bilo z AutoCAD-om v 90-ih. Ali še zmeraj moramo tak poudarek delati, ali so pač ta BIM, ta pristop, pa ta orodja, ali to pač moramo uporabljati in to je zdaj gradbeništvo. Predvsem je odvisno, s kom se pogovarjaš, ne? Ker imaš ljudi v gradbeni stroki, ki sploh še niso slišali za to metodologijo in jim moraš pojasnjevati čisto od začetka, s čim se pravzaprav ti ukvarjaš v gradbenem podjetju. So pa ljudje, ki pač razumejo ta delovni proces in ga celovito uporabljajo. Tako da, ampak jaz bi rekel, da ljudi, ki res vejo, kaj pomeni BIM, kakšne so prednosti, pa ki so speljali že nekaj projektov, je vsaj v Sloveniji zelo malo, kar je potem tudi problem raznih združenj in v bistvu koga sploh vprašati za kakšen nasvet takrat, kadar je nekaj izven okvirjev. In s tem se soočamo, tako da v bistvu je vsaj naš ciljni tržni segment tujina, kar se tega tiče, in tudi mogoče podjetja v tujini, s katerimi lahko sodelujemo, da lahko dvignemo to na nek nov nivo in pa da se zadeve razvijajo. Eno vprašanje bi mogoče sem vrnil majčkeno na začetek, ampak me v bistvu zanima tudi stališča morda študentov, ki to poslušajo, pa zdaj počasi končujejo, ali pa tistih, ki služba menjajo, pa bojo prišli na LA delati. Pa bojo po letu rekli, da že 1 leto tam so. Ne? Če se vrnete nazaj na začetek, kaj je tista, recimo, ena stvar, ki vas je presenetila, ali v obliki dela, ali skratka nekaj, kar lahko ali z BIM-om povežete, ali samim delom, ne vem, v zgodovini sta bila direktno na to pozicijo BIM koordinatorja postavljena, ali sta v bistvu bila najprej nekaj drugega, ne, pa pol BIM koordinatorja, ampak v bistvu ena stvar, ki, recimo, če se vrnete dejansko nazaj na začetek, je morda drugačna, kot sta je pričakovala, pa morda zraven še, kaj se v tem letu, ko sta nekje blizu LA, ali pa letu pa pol, tako drastično spremenila. Ena zadeva, ki jo jaz osebno nisem pričakoval, pa ko smo se že pogovarjali, v bistvu, ko smo bili na razgovoru, so mi omenili, je, da koliko je treba dejansko še vedno delati na nekih standardih internih znotraj podjetja, koliko je treba razvijati neke baze podatkov, jih ustvarjati in implementirati.
in kako se to delo nikoli ne konča. Ker dejansko, sicer mogoče deluje, da v LA imamo vse naštudirano in vse v nulo vemo, ampak to je tisti začeten korak. Tistega smo že tukaj ponovili, da modeliranje poznamo, vemo, kako deluje. Zdaj pa katere vse informacije prinesti noter, kako jih prinesti, kako jih potem delovati, to je pa tisti, rečemo, zabaven, skrati pa najtežji del. In ta se ne konča. Ta je vedno v razvoju. Ok, dober odgovor. Mogoče samo še ena, a bi pomagali boljši standardi, mednarodni standardi ali pa tudi naši slovenski, glede tega pa se je pač nedorečenost ali pa ne razvitost teh standardov pač tista, ki jo pač nadomešate s tem dodatnim delom. Jaz mislim, da sicer bi pomagala, ampak kot vsi vemo, gradbeništvo ima specifične projekte, 2 projekta praktično nista enaka med sabo in tudi zahtevata svoje specifike, tudi svoje informacije v taki ali drugačni obliki. Mi se že v bistvu kar nekaj časa ukvarjamo s postavitvijo raznih podatkovnih baz, prek katerih si želimo čim več izmenjave tudi v BIM modele narediti, ampak v bistvu vedno znova ugotovimo, da nek del podatkov je specifičen za posamezen projekt in jih bo treba nekako dodajati. Tako da standard bi sicer pomagal za nek okvir, tudi za, recimo, za popise, ta slovenski standard še vedno ne obstaja, ki ga zelo pogrešamo. Nam bi pa to sigurno mogoče lažje potem, ko govorimo o 4D pa 5D analize, pa nikoli se jih ne da dokončati čisto v tej pravi meri, kot bi si želeli. In je tukaj standard sigurno korak v pravo smer. Ampak jaz mislim, da ga še nekaj časa ne bomo dočekali. Matic, a bi lahko mogoče še tebe izzval, da mogoče poveš, kaj tebe najbolj presenetilo, tako kot Jureta, kaj pa tebe najbolj presenetilo pri tem delu, v tem času, kar si na LA, pa mogoče tudi prej, ne vem, kaj si prej počel. V bistvu mogoče 2 stvari. Prvo, da ko sem prišel v LA, sem videl, da OpenBIM v povezavi z nekim ogromnim številom različnega softvera dejansko deluje na projektih. To je bila prva stvar. Druga bi bila pa mogoče, koliko pomembno vlogo ima informacija zapisana z navadnim tekstom, mogoče celo odprta v Notepad++. To je bil mogoče nek tak šok, ker sem se prvi mesec mogoče ukvarjal samo z golim tekstom, z besedilom, z zapisom, kako je to v IFC-ju zapisano. In potem v bistvu odkriješ, zakaj so pomembne informacije. Če se pa mogoče navežem na mojo prejšnjo službo, je pa v bistvu delo s podatki precej podobno. Tudi tam smo se ubadali s tem, kako standardizirati postopke, kako čim bolj optimirati delovni proces. To se dogaja tudi v LA, je pa pač nivo tega zaradi razvitosti BIM-a v podjetju in pa velikosti podjetja pač na neki drugi ravni. Zdaj smo že tokrat omenili, da sta oba študenta FGG-ja iz Ljubljane. Vem, da oba sta, mislim, da toliko mlada, da sta tudi že pri meni kaj imela. No. Mene zanima, glede na to, da sta prišla na trg v nekem zelo specifičnem trenutku, ko je ta BIM res se začel razvijati, ko je dobival na veljavi, ko je bilo, v bistvu, ko so bila potrebna neka nova znanja, ki jih prej ni bilo. Pa me zanima, če bi lahko ocenila, ali sta prišla vsaj, ali pa v kakšnem deležu sta prišla na trg pripravljena na te nove tehnologije, koliko sta v njih slišala na fakulteti, koliko sta sama znanja pridobila. Mislim, če lahko komentirate kaj na to, no. Pa bi seveda želel od obeh spet slišati, ker verjetno nista bila skozi sošolca pa skozi skupaj. En sodelavec je rekel, da ni važno, v katerem letniku smo bili, se smo na koncu bili vsi sošolci. Dejansko, če povem zase, jaz sem se že v 1. in 2. letniku faksa sem videl, spravi pri tisti, kaj še bilo, inženirski, ne informatiki, digitalno načrtovanje, še en predmet,
pa Robert, pri katerem si bil v bistvu tudi ti, sem videl, da... Ško integrirana graditev? Prvi letnik. Prvi letnik. Na mesto pisne geometrije se To. Inženirska komunikacija. Inženirska komunikacija, tako. Pritisnil v bistvu, jaz sem prišel v kontakt, da se je omenil BIM oziroma karkoli 3D in tako naprej. In takrat sem se jaz vprašal, zakaj to ni že razvito, zakaj to vsa podjetja ne uporabljajo, in sem se odločil, da to je pa zadeva, ki jo jaz hočem početi. In potem tekom študija sem v bistvu že iskal take priložnosti, ki so se izkazale za uporabne, manj uporabne ali neuporabne, da bi svoje znanje spopolnil. Potem pa v drugi polovici študija, na drugi stopni, so pa šele prišli ti predmeti, ki so dejansko mi pomagali malo bolj podrobno znanje izpopolniti. Tako da za ta trg dela, če izpolnjujejo potrebe, po eni strani na faksu dajo neke dovolj dobre osnove, je pa eno leto čeprav sem jaz šele eno leto rešil temu, je pa eno leto v praksi neprimerljivo z enim letom v študijski klopi, ker pač nisi izpostavljen vsem tem zadevam. Ja, pametit. Če se zdaj navežem na to računalniško integrirano graditev, ki si v bistvu ti imel na vajah, Robi. Jaz se spomnim takrat, da smo v bistvu delali v skupini in ne vem, naša skupina se je tako odločila, mogoče sem tudi jaz dal pobudo, da se v bistvu usmerimo v raziskavo tega informacijskega okolja, preko katerega bomo mi izmenjevali informacije. Se pravi, mogoče nismo povsem zadeli bistvo predmeta, ki je bilo zamišljeno, ampak to je bilo v tisti prvi fazi, smo uporabili kar nekaj časa, da smo testirali razne jemarje in podobne zadeve. V drugi fazi smo si pa pač nekako razdelili delo in takrat sem jaz kar precej komuniciral z Milošem Todorovičem, ki je bil še takrat na fakulteti. Takrat smo recimo dobili tisto navdušenje nad mogoče vizualizacijami, renderiranjem, vnosom informacij, ker smo delali v Revitu. In tudi takrat mogoče smo začeli favorizirati ali Archicad ali pa Revit. Tako da za moj okus je bil to dober začetek. Sigurno bi si pa želel imeti en semester na fakulteti, ki bi bil vezan na projekt, mogoče tudi v povezavi s podjetji. Lahko rečem za Eleo, da je sigurno zainteresirana za take zadeve, da se v bistvu študentje pripelje tako počasi v prakso, da sodelujejo na realnem projektu, mogoče lahko uporabljajo to potem za magistrske naloge. Mi sami smo pa imeli možnost izbire modula, kjer smo v bistvu tudi en semester namenili nekemu projektu, in če bi bil lahko to projekt, ki je dejansko realen projekt v podjetju, jaz vidim tukaj veliko dodano vrednost, ki bi lahko fakulteta prenesla študentom, in pa tudi študentje bi verjetno vračali znanje na fakulteto. Pravi, ta neka izmenjava, prenos iz fakultete v podjetje in iz podjetja na fakulteto bi bil vzpostavljen. Ja, jaz vsekakor pozdravljam tak način sodelovanja s prakso, ampak bi sam dodal, da sem to že poskusil, in problem pri firmah pa njihovih realnih projektih je ponovadi ta, da so časovno omejeni. Saj sama veste, da v bistvu projekti se večinoma, ko se začnejo, bi morali biti že končani, in podjetja običajno nimajo časa ali pa niso pripravljeni investirati toliko časa ali pa mentor ali pa kakorkoli, da bi take projekte lahko pripeljali do konca, in pa tudi malo študenti izgubijo motivacijo. Bom pa vsekakor prijel za besedo, pa se še slišimo na to temo. No? Definitivno. Jaz bi predlagal v bistvu, da počasi sklenemo tale osrednji del, ker drugače bomo tole naredili celo nadaljevanko. Je pa v bistvu, mislim, da je več kot dovolj iztočni za kakšno novo oddajo, ki bo mogoče se bolj specifično vezala na uporabo CD-ja na enem projektu ali kaj podobnega, kjer bi se mogoče malo bolj šlo v detajle in videli,
kaj to dejansko zahteva, da se pripravi ta neka baza, da se opišejo te primeri, da se pač razdela mogoče bolj natančno v bistvu cel ta postopek. Vsemi tistimi dokumenti, ki sledijo iz tega, kako že tisti BIM modela procesa. No. To je potem, kot Star Wars. 6. del BIM vrača udarec. Dobro, ja. No, če se strinjate, bi šli naprej po tem scenariju. Imamo eno tako zanimivo zadevo in to je v bistvu priporočila, ki so, vsaj tako kot jih gledam zdaj, kar primerna času, bližajo si tele prazniki prvomajski in mogoče si lahko vzamete poslušalci, pa tudi vidva gosta, če baje ni treba glih čez praznike skozi delati, kaj časa za kakšno zadevo. Matic, povej, kaj si kot priporočila pripravil? Jaz imam v bistvu 2 priporočili. Ena je knjiga, ki sem jo že pred časom prebral, to je Športni gen od Davida Epsteina. Govori pa v bistvu o tem, kakšen je vpliv na performance športnika oziroma kakšen vpliv ima trening, pa kako različno vpliva število ur treninga na posameznika. Se pravi, pri nekom se lahko uspeh razvije po 400 urah treninga, pri nekom drugem po ekstremni količini, pri nekom nikoli, se pravi to razmerje med treningom pa genetiko. Drugo priporočilo je pa revija Scenarijev, ki je pa tako bi rekel revija delno filozofska, delno neke izven okvirjev rešitve, v bistvu opisuje. Gre za, mislim, da je danska revija v osnovi. Tako da mogoče kakšna ideja dobra se najde noter tudi za BIM, kjer je treba včasih razmišljati malo izven ustaljenega območja. Super priporočila. Mogoče samo vprašanje, v bistvu povod za tisto prvo knjigo, si kaj treniral? Ja, v bistvu, da sem ujel ta podcast, sem glih iz treninga prišel. In kaj treniraš, če smem vprašati? Na kolesu preživim kar precej časa. Tako, lepo. Gorskom ali cestnem? Zdaj cestnem. Jaz bi priporočil pa v bistvu eno dosti tanko knjigico, zelo zanimivo, ki jo je napisal Donald Norman, in to je Design of Everyday Things, ki v bistvu na zelo enostaven način pove, zakaj naši bivši telefoni oziroma tudi zdajšnji in pa daljinci in tako naprej nimajo nikakršnega smisla v svojem dizajnu in kako bi se ga lahko izboljšalo. Zelo priporočam kjermukoli inženirju ali pa kdorkoli, ki se ukvarja s kakršnim koli projektivom ali pa dizajnom. Oba neke take out of the box ideje prebirate, očitno? Vsekakor bomo vse tole polinkali v zapiskih, tako da mislim, da bo imeli poslušalci kaj za početi s praznike. Robi, naj nadaljujemo s knjigami, izborom knjig danes? Ja, jaz moram priznati, da sem knjigo dal noter, ker sta oba gosta neke super knjige dala, pa sem tudi moral malo pobrskati, kaj sem na zadnjem prebral. In ful priporočam knjigo Bronje Žakelj, Belo se pere na 90, sploh tema 2 mladičema, tukaj danski sta gosta, da boste videla pa začutila tisti duh 80-ih pa 70-ih pa socializma, tako naprej, ker to pa res, ne vem, jaz mogoče to, ker sem malo tega še ujel, ker sem že toliko starno, ampak res knjiga je napisana na tak način, da vzbudi neke občutke, ko sem jih pustil tam v 80-ih pa 90-ih. Ne vem, zelo lepo napisana, jaz sem jo prebral, mislim, da v 2 večerih, tako da zelo priporočam. Nima pa nobene veze z gradbeništvom, pa nobene veze z thinking out of the box, ampak dejansko z realnim življenjem, ki je teplo, eno gospo, takrat punco, kar precejno. Res je, pa naj ti izdam v bistvu, pa zdaj se nočem niti hvaliti, ampak z Bronje poznam že od, ko sem bil v 8. razredu, oziroma še prej, 6., 7., ker sva skupaj smučala. Shameless self-plug. Čisto v bistvu, pa zdaj gledam v bistvu ven čez tale okno, tlele doma in bolj manj gledam blog, ki ga ona opisuje.
Zdaj si vsem povedal, kje si doma. Točno to, ne? Ja, res, super knjiga in mislim, da se je dobila tudi neke nagrade. Res se je splačal. V bistvu pa dejansko, tako kot si rekel, dejansko se je prebrati v 2 večerih, ker je tako, čeprav obravnava dosti težko temo, je pa na tak dober humorn način napisana, da je v bistvu tudi en odstavek se jokaš, drug odstavek se smejiš. Tako da res priporočam tudi jaz. Imam pa, če že govorimo o smehu, imam pa jaz eno tako, ki je sicer mi je napisal Trevor Noah, mogoče ga kdo spremlja, ima neke oddaje, bo tudi nek podcast začel snemati. Knjiga ima pa naslov Born a Crime, Stories from a South African Childhood. Res skozi spet zelo humoren način opisuje in trpljenje in radosti odraščanja v Južni Afriki v času apartheida. Tako da zelo toplo priporočam to. Matevž, eno vprašanje zate. A sploh še bereš realne knjige, sam še podcaste oziroma Audible? V bistvu sem se danes to spraševal. Zadnjo knjigo, ki sem jo, pa spet ni bila taki v papirni obliki, je bila na Kindlu, sem prebral lansko leto poleti. Ampak to lahko izda samo to, da rabim očala. Pa če začnem knjigo brati, v bistvu to zelo hitro pomeni, da bom zaspal zraven. Ne? Tako da to več kot očitno razkriva moja starost. Ampak kakorkoli že, toliko časa dejansko preživim takole v bistvu s psom od zunaj in da ne bi ves ta čas šel v prazno. Ali preposlušam podcaste ali pa knjige. Tako da ta čas, ki si nekje od zunaj, recimo temu dvojno izkoristim. Zato audio knjige kot take, čeprav jasno te knjige obstajajo tudi vse v papirni verziji, če koga veseli. Ja, no, če vas zanima, jaz sem pa prebral to Belo se pere na 90 na Kobotu, sposojeno iz slovenske knjižnice, ker se ni dal dobiti fizične knjige. Sem tako, da veste. Ja, digitalne kopije so pa ponovati na voljo za sposojeno. Rekel bi pa ti je posoda, ne? Ti bi imel audio preposodo, to pa ne. Ne, to pa ne obstaja. Bom omenil Broni, če to posname v živo, ker pa ima še glas dober. Verjamem, da bi bila še boljša kot knjiga, ki si je moraš sam zamisliti, kako to dejansko bilo tam, ko so kadili v kuhinji in kako je bilo vse zakajen. Mislim, da je to vse za tele današnje pogovore. Matic in Jure, res super hvala, da ste si vzeli čas. Upam, da bomo še kdaj našli razlog ali pa 2, da kaj rečemo takole na podcaste in se jasno tudi vidimo, kje je v živo. Moram reči, da sem pomislil, preden smo še začeli snemati, sem rekel, danes bom več z Juretom govoril, kot takrat, ko je bil pri nas na katedri. Jure, ne tega osebno vzeti, jaz sem zmeri tako v bistvu, kar Robi vprašne. To zelo slabo govori o meni, ampak se bom popravil. V redu, jaz sem se zaradi tebe naučil Ruby programirati. Odlično, evo, super. Matic in Jure, povejte, kam lahko najbrž kakšne maile zapišemo v zapiske, kamor vam lahko poslušalci kaj napišejo in vprašajo, kjer CD je zdaj in kjer pa out. Najbrž pa maile, ker najbolj je tam, kjer so sami BIM koordinatorji napisani na LA-ni strani, so tudi tele naslovi, ne? Tako je. Se pravi, matic.skalja@lea.si. Drugače pa tudi LinkedIn, recimo, da redno spremljam. Tako da, če se mi tam kaj napiše, bom tudi prebral in odpisal z veseljem. Za me je pa isto jure.cestnik@lea.si, na LinkedInu pa mogoče malo traja, da odpišem. Ja, no, jaz sem še vedno na robert@klinc.net, na LinkedInu ponovno tudi pišem tam med Maticem pa Juretom. Sicer pa BIM pogovorom tudi lahko pišete info@bimpogovori.si in bo mail oba z Robijem dobila in se potrudila, da kaj odgovoriva. Tako da to je bila že
92. oddajo, v kateri smo gostili Matica Skale pa Jure Česnik iz podjetja LE. Še enkrat Matic in Jure, res najlepše hvala, da ste si vzeli čas. In to je skratka vse za današnje pogovore. Vsem skupaj. Adijo. 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 Smo pa usklajeni, ko... Thinking out of the box, pa vsi ste pozdravljeni. To smo pa inženirji, programirani.